lahko mogoče malo pišeš logistiko tega procesa izdelave takšnega eventa, ker se pravi, imamo v Ljubljani pač precej eventov, ampak ne na tej ravni. Se pravi, vsi nekako šparajo ravno na tej produkciji. Potem, ko se mi zdi, da vi ste vložili pač precej v look and feel dogodka, se pravi LED, ozadja, precej več v elektroniko, normalno se gre za gaming event, ampak vseeno stage je bil nekako bolj bombastičen, kot je običajno, ne samo nek črn stage, brez nekega ozadja, kakorkoli in potem en mikrofon, brez nekega ozadja ali česarkoli. Vi ste pač dejansko šli v to. Kako to, da ste pač izbrali, ker predstavljam si, da stroški pač so tukaj astronomski. Mislim, da lanski je bil kar precej tak epicenter, ki smo hoteli iti korak naprej in smo rekli, treba je riskirati. Sploh, naprimer, vsi epicentri do zdaj so imeli preprosto projekcijska platna, projektorje, to je bilo to. In zdaj, ko vidiš te LED panele na tribunah 2x3 za 2 metra, mislim, da ter tisti na glavnem stageu čist drug feeling. Čisto drugače boš ti naslednje leto to zgodbo prodal sponzorjem, ostalim, ki rečeš, to lahko naredimo in kaj se lahko še naprej gradi. Ker če boš ti sam vrgel tiste gasilske mize, pa dobesedno 4 luči v kot in rekel, to smo naredili, ti rekel, tega pa ne sponzorje, ki ne izgleda najboljše, če pa imaš ti vse lepo pobrendirano, da vse lepo izpade, tudi letos smo šli na te praktikable, torej da so imeli igralci res trdne mize, te praktikable, ki se uporabljajo za odre drugače in niso več gasilske mize, da bi se komu majlo in ni bilo več tistih pritožb in take malenkosti na koncu morajo vsako leto dodati eventu, da nekako preživi in vidijo ljudje možnost, da se lahko gradi naprej na temu. Zdi se mi, da precej vlagate v dejansko dvig produkcije, kar bo seveda dvignil proračun, ampak potem kakšen je dejanski rezultat? Kaj želite potegniti stran od tega, recimo, oziroma a ste videli dejansko kakšne koli rezultate od tega? Ne samo minus na vašem računu, ampak bo dejansko kakšen bonus prišel. Jaz pač rad vidim, da se zadeva razvija, ampak brez pomena, spet, če boste vi delali višjo produkcijo, pa bo isto število ljudi prišlo na dogodek, isto višino karte bodo plačali, ne glede na to, ali gre za veleprodukcijo z leto zadnje in tako naprej, ali pa če gre za 4 gasilske mize, ali se dejansko splača vlagati v takšno produkcijo, kje vi vidite dejansko potem pridobitev? Jaz bi pa tu nekako dal skupaj s kakšnim Red Bullom, ki na koncu prodaja energijsko pijačo, sponzorirajo pa vse drugo, zato da se nekako reklamirajo. Od ekstremnih športov, formule, kjer je ogromen minus nogometa, hokeja in nekako tu podobno. Torej imaš dogodek, kjer pokažeš, kaj lahko naredim, potem pa delaš, lahko rečemo, ostale dogodke, ostale promocije, ostale turnirje, ki morda so malce bolj profitabilni, da lahko tudi pokriješ, ne vem, če kakšen minus narediš takim eventom. In to je nekako tista, lahko bi rekel, na koncu tvoj oder, da se pokažeš tem ljudem.